Tako, nahajam se na Jelovica, Završe. Bomo naredili en poskus. Tole je šoder iz Dravskega polja. Bomo pa naredili eno kepo. Ne moraš kepa narediti. Zakaj te to kažem? Zato, ko so danes tukaj nasipavali eno cesto. Dva tovornjaka so pripeljali iz bližnjega kamnoloma. Gre za mleti, predvsem mleti meljevec. Zdaj pa pogledamo, kakšen je ta material. Zdaj bi se malo zmočil. Tudi material. Zdaj ga bom ti par skal bom vzel stran. Pravo kepo narediti. Zdaj recimo še ne gre. Ne. Tako, tole bom dal v stran. Tako grobe delce. Pa da vidimo. Ne gre še. Zdaj sem malo vode vlil. Kaj bo zdaj? Kaj pa zdaj dobimo? Zdaj pa dobimo tako neko zanimivo zmes. Tako blatno. Ne. Tega recimo s šodrom ne moreš narediti. Ne. To. Vse skup drži. To pomeni, da ogromno glinasti del so notri, ki pa izredno vležejo vlago na sebe in tudi po zimi zna povzročati težave. To. S šodrom neš nikoli naredil kepe. Zdaj pa jaz sprašujem občino Majšperk, res da res za makadamsko cesto, ali je to primerno za naše občinske ceste, ki jih verjetno kar pošteno plačamo, da se vzdržujejo. To, zdaj še pa tole malo zmočil, ne? Da ne bo zdaj kjer rekel, da je to v bistvu podlaga od prejšnje ceste. Ne, ni. To. V glavnem, to kupuje občina Majšperk za vzdrževanje občinskih cest. Nekdo bi rekel, da je precej blata vmes. Eno si roke mit, viš, lahko bi pa metalo. Se fajn se prime gor, še celo na plastiko se prime. Šodrom ne moš tega delati. To bi se lahko hišo s tem metal. Tako, zdaj pa jaz ne bom več namakal, ne vem samo pogledati do konca dol. To je material za občinske ceste. Me zanima, koliko je cena tega. Je primerljiva z gramozom Dravskega polja ali kaj cenejše. Tota cesta je izredno vlažna celo leto, ne? Nič kaj sonce ne posije. Vprašanje, kako se bo to material obnesel tukaj dolgoročno.